Kaj je raznolikost? Raznolikost je več kot posameznikov spol, rasa ali starost. Pravzaprav predstavlja ljudi iz različnih okolij, z različnimi pogledi in različnimi izkušnjami. In prav zaradi tega nas lahko bogati, če je ne zanikamo. Pravzaprav jo je treba resnično vključiti, to pa pomeni, da jo je treba prepoznati, spoštovati in pravzaprav omogočiti, da ljudje iz drugačnih kulturnih okolij se sploh morejo vključiti v naše okolje. To pomeni tudi znotraj šolskega sistema, da omogočimo način, da lahko otroci iz drugačnih okolij prispevajo v tej večinski populaciji otrok, ne, in da lahko predlagajo neke izboljšave znotraj sistema. In potem se lahko vprašamo, ali naši sistemi dovoljujejo vključevanje različnih, ne samo šolskih sistemov, tudi izobraževalnih drugih, pa recimo podjetij, ne. In pravzaprav je bila raznolikost vedno en vir človekovih izkušenj. Zato je to tudi neizmerno bogastvo, ker iz nje lahko potegnemo neke rešitve za izzive, ki jih naša družba ima. Kako na prepoznavanje, sprejemanje in upoštevanje raznolikosti vplivajo naši možgani? Človekovi možgani delujejo na način, da pravzaprav spregledajo te raznolikosti lahko tudi nehote. Posledica so lahko nezavedne pristranskosti ali nezavedna povezovanja, prepričanja ali odnos do katerekoli družbene skupine. In to zaradi tega, ker je človek narejen na tak način, da že iz starih časov skuša nekako obvladovati te različne informacije, ki jih je množica, na način, da bi ljudi predalčkal in se potem lažje odločil o njih. In zaradi tega je nevarnost teh časov, v katerih smo, ta hitrost odločitev, ki jih moramo sprejemati, pravzaprav tista, ki nam preprečuje, da bi raznolikost resnično vključili in da bi lahko recimo neke ukrepe naredili res po meri vsakega člana družbe. Vsi ljudje imamo nezavedne pristranskosti. Nanašajo se lahko na spol ljudi, starost, narodnost, vero, poklic, invalidnost, različne osebne značilnosti ljudi, državo, religijo. Če določenim ljudem, skupinam, nezavedno pripišemo različne značilnosti, delujemo stereotipno in smo lahko diskriminatorni. Slepimo se, če mislimo, da ni raznolikosti v naši družbi. Le omejili smo se na skupine ljudi, ki so nam podobni. In to je bistveno, kar se mora človek zavedati, da pravzaprav prepozna in sprevidi, da okrog nas živijo različni ljudje, ki nam lahko pomagajo pri tem, da bomo bolj inovativni, lahko tudi bolj fleksibilni v svojih odločitvah, mogoče, da bomo te izzive, ki nam prinašajo te novi časi, reševali na bolj trajen način. Na nek način, ki bo v bistvu za nekaj časa veljal. To je tisto bistvo, ki pravzaprav ga je treba prepoznati. In kaj lahko naredimo v zvezi s tem? Vemo in razumemo, kaj so nezavedne pristranskosti, kako nastanejo in kako vplivajo na naše delovanje. Smo odprti in radovedni in jih hkrati poskušamo prepoznati pri sebi. Na koncu pa se učimo in jih poskušamo spreminjati.